Kaj je dobra stena. A bo to šlo? Ma ja, peva, to čista uživancija. Ko mi čakam? Živijo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni. Podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prvešte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. V prvi epizodi našega podcasta gostimo vrhunskega alpinista z več kot 50-letnimi alpinističnimi izkušnjami, Andreja Štremflja. Andrej že na pogled ustreza nekakšnemu liku arhetipskega alpinista. Siva brada, iskrive oči, močan glas, izdelane in pronicljive misli. A za alpinistično podobo pa se pravzaprav skriva tudi mehka duša človeka, ki mu žena Marija, otroci, vnuki in družina nasploh pomenijo več kot gore same. Andrejev plezalni kurikulum vitae je obsežen in izjemen, neponovljiv. Če Andrej v svoji alpinistični karieri izpostavi dva vrhunca, ki sta zaznamovala njegovo alpinistično pot, Everest 79 in Kanchenjunga 91, se v tokratnem pogovoru osredotočiva na njegovo prvo polovico alpinističnega udejstvovanja, ki jo je zajel v svoji nedavno izdani knjižni avtobiografiji Kristali sreče. Kdo je že avtobiografijo izdal v 2 delih? Sploh kdo? Andrejeva življenjska in alpinistična pot pa je tako polna in bogata, da drugače ni šlo. Kristali sreče namreč zajemajo le približno polovico preplezane Andrejeve alpinistične poti, nekako do leta 83 oziroma do smrti prijatelja in soplezalca Nejca Zaplotnika. Za zaokrožanje celote pa Andreja čaka še kar nekaj pisateljskega dela. Andrej nam v pogovoru razkrije svoje otroštvo, plezalne začetke in stik s takratnim slovenskim alpinističnim vrhom. Pospremi nas v svoje stene in na prve odprave, na magični Gasherbrum 1, na veličastni Everest in mogočni Lhotse, kjer je spoznal in dokazal svoj neizmeren himalajski talent, ki ga je razvijal, izpilil in uresničeval skozi celotno svojo alpinistično pot. Andrej je skromen človek. Zagotovo pa niso taki njegovi alpinistični vzponi, pa tudi njegove misli in pogledi na alpinistično dogajanje ne. Mnogo teh deli danes z nami v steni Andrej Štremfelj, velik alpinist in velik človek. Andrej, kaj počneš te dni? Te dni imam v glavnem predstavitve knjige, ki jih moram imeti za to, da knjigo prodam. Išla je sicer pri založbi od moje hčere, ampak to je tako, kot da je samo založba in je treba knjigo prodati. No. In kako ti gre, kako vam gre? Tako no, nič bi rekel, nič bolj kot prejšnja. Ja. Kaj vidim, da ste zelo aktivni, da si okoli in to. Krog sem zelo velik, no, in je to, veš, tako je, to, ki je različno. Naporno. Zanj sem imela tam v njih vasi gor velika senica. Ne vem, če že kdaj slišal. Nad Litijo gor v hribih. Ja. 750 metrov nad morjem. Sem naredil tak žur, da so ob enih zjutraj dan prišla. Spekal 25 pice, razumeš, in sem prodal 30 knjig plus. Štle v Ljubljani danes pa 2. A veš, ljudi pa vse skupaj nič. Ja. Zelo zanimivo, tako, zelo različno, nikoli ne vem, ne sabo nesem 5, nesem 30. Ampak meni je drugače fajn. Intervju imela danes, naprimer, Zdenka Mihaličeva z mano. Ja. Bilo super, tako, dobro vprašanje. In kako si zdaj, ker je že minil nekaj časa od knjige, vem, da si se sploh lansko leto veliko ukvarjal s tem, pa verjetno tudi že daljše obdobje, ne, dalj časa, ampak zdaj že z malo z distance, pa ker so tudi ljudje že, bom rekel, zapopadali knjigo, kakšni so odzivi, ali kako ti vidiš, kaj je mogoče drugače ali napisal. Odzivi so zelo dobri. Ja.
Ene par stvari mi tako, vsake toliko časa mi kakšna stvar kapne pismo, tole sem pa pozabil napisati. Kakšno tako zanimivo stvar, ki bi popestrila knjigo, pa mi takrat ni prišla na misel. Ampak imam zdaj tako zastavljeno, da bom drugo knjigo tako napisal, da lahko tudi vse za nazaj napišem, kar sem pozabil, ni problem. Ker knjiga, veš, to je v bistvu roman, ti napišeš tako, kot si ti želiš in je lahko tudi malo pomešan, treba je kronološko, kar je včasih še boljš. Če pomisliva leto 73, ki si zaključil tole knjigo, do 2023 je to, pa koliko je to? Misliš 83? Ja. Sprost, 83. Veš kako? Že velikrat, ko sem jaz ogromen predavanj po Sloveniji, tudi takih o svoji alpinistični poti, kar tako. In v bistvu sta dva vrhunca v mojem alpinizmu. En je Everest, en je pa Kanča. In po Everestu, do Everesta, oziroma nekako do Locija skoraj, kadarkoli sem bil v Himalaji, bil nec tisti motor, ki je vlekel naprej, jaz sem bil pa tam in sem se samo mogli tako splezati, pa narediti vse. Vseeno, on je bil tisti, ki je stvar potiskal naprej. Pa sem pa vstal kar naenkrat pa sam, ker se nec ponesrečil, pa ni bilo nikogar več. Pa sem se par let malo iskal, pa tudi to je bilo tisto obdobje, ki je začel prodirati alpski slog. Sem bil cajt nepar odprav tako malo ponesrečenih, pa kakšna fajn vmes, pa spet kakšna ponesrečena včasih 2-3 zapored. Tako da, naprimer, od Everesta leta 1979 pa do Karakoruma 86, ko smo prišli na Broadpeak, pa na Gašerbrum 2 v enem tednu na oba, nisem prišel na noben vrh, nobena prav ni bila uspešna. Sem se že sprašal, je z mano kaj narobe, sem jaz dvakrat sam srečal, pa sem dal vedno vse od sebe. Pa tudi če pol po Broadpeaku, Po Broadpeaku pa spet. Pa K2. Ja, to je bilo pa še kar. Čeprav so bili zelo... Do Šišapangme. Pa eksplodirali. Po Šišapangme se je pa vse poklopili in odprli in pa je bilo pa en za drugim, pa je bilo pa spet tako kot prej, Ja, no sej. To bomo mogli še malo počakati, torej, da še napisal še treba, knjigo. Ta bo težja po mojem. Bo težja. Ja, to kot spravil to zanimivo obliko, da se ne bo ponavljal, da ne bo, mislim, da bo kar delo. Pa sej si upokojenc, kako je to zdaj? Upokojenci imate cajta, a ni? Ja. A to drži? Ne drži. Pri tebi vem, da ne drži. Mislim, da pri nobenemu vsak si, eni že, ampak večinoma si kar, mislim, jaz imam dela preveč. Prav preveč. Lej, Andrej, moramo čas ustaviti. Če se vrnemo zdaj spet malo na tole tvojo knjigo in če začneva iz tvojega konca zares, pod ta zadnjo sliko si napisal, pa bom kar prebral, da najc je učel vprašanje, zakaj plezam, zakaj tvegam in se izpostavljam, je postalo glasnejše kot kadarkoli prej. Odgovor pa sem iskal dolga leta po njegovi smrti. In to vprašanje, zakaj plezam, to, kar si ga vsi alpinisti zares postavljamo in verjetno kolikor vprašanj je tudi toliko odgovorov. Ali upaš iti v to področje in probati približno odgovoriti, kaj pa je tisto, zaradi česar ti plezaš? Upam si, sam če me zadev. No. Veš kaj, se mi zdi, da jaz v osnovi plezam zato, ker mi je v hribih lepo. Ker mi je plezanje ena, bi rekel, najbolj zanimivih in najbolj popolnih vrst gibanja, kar jih sploh obstaja, in ena osnovnih oblik gibanja. Jaz sem videl, ker sem profesor športne vzgoje, če majhne otroke spustiš v telovadnico, za 5 minut prideš noter, noben več na tleh, na parketu, vsi bojo nek zgore, vsi bojo nekaj splezali, na ribstov, na štrk, na lojtro, vse posod, sam po tleh na nobenega, kjer veš. Osnovna prvinska želja nekaj splezati. In zdaj, če to kombiniraš še z lepoto, ki v hribih doživljaš, mene je pravzaprav za hribi navdušila lepota. Ta pogled na Kamniške Alpe zvečer, ki sonce zahaja, ko sem hodil dan kot mulc, prvi razred, veš, meni je bilo to wow.
In ta oblika hribov, to sem vedno razmišljal, kako to od blizu izgleda. In to me je potegnilo hribe. Potem pa čist človeška lastnost, da želiš vedno nekaj več. Ne? Najprej po normalni poti, pa ti to malo dolgočasen, ker že na tolikih hribih bil. Sploh takrat, ko si mlad, takrat pol včasih lepota mehen, pri strani ostane pa že tisto, kaj pa jaz zmoram, pride v spredje. Zavarovane poti, ker vse te po Sloveniji ni veliko, sploh včasih je bilo še manj, ker sem ga to prehodil, pa tiste najtežje, ki so jih imeli za najtežje, veš. Literature ni bilo veliko, mi smo prisluškovali po bajtah, pa smo veliko, vsak teden 2 dni v bajtah, veš. Ja. In pa smo sam prisluškovali, pa na všeso lekli, pa tle težko, pa unje dol, pa to. Pa smo šli hit probati, kuj naslednji teden smo že leteli tja pa probali. In pol, ko je bilo to vse mjem, smo začeli sami razmišljati, kako bi plezali. Pa smo si kupili eno vrv staro, konopljeno, pa nismo vedeli, kako se, klini smo vedeli, da so, nismo vedeli, kako daš vrv skozi klin, kako se moraš odvezati, nismo vedeli, da uponke obstajajo, recimo, veš, pa so že obstajali, ampak v tej naši otroški domišljiji so rasle vse sorte stvari. Pa smo želeli več, so opisali na pa se pa plas utrgal. Ampak, lej, kljub vsemu, jaz, naprimer, se za noben denar ne bi s helikopterjem pripeljal v bazo, pa šel na 8000, ker me to ne zanima. Me ne zanima sam 8000 nad bazo, mene zanima dežela, mene zanimajo ljudje. Jaz se moram po poti, gledam sončen vzhod, menkrat napere me, pijavke grizijo. To se mi zdi, da je tista priprava, ki me je pripravila na to, da jaz pa lahko nekaj od sebe dam. Ne moram iz nule štartati. In isto mi je, včasih so bili dostopi tako, odveč. Ampak sem iskal same smeri, ki je bilo delač dostopa. Vedno sem hodil nekam delač, ker so mi bile te stene. A še sem že kot začetnik, jaz sem v stene rangirane. To je nekaj, ostale pa bilo tako. In zame so bili Julijci, so bili hribi, stene kamenške, sem je zdaj pa bolj vrtec. Res je, da nisem poznal in spoznal Ojstrice, pa planjave recimo, pa dobro planjave, tako ni tako zanimivo, ampak tudi dolg hrbet, trikot mesec, to pa dobro, sej je ena smer, 2 smeri, ampak travnik, šite, pa v Julijcih, široka peč, pa vse so večje stene. Ja, pa tudi bolj kompleksne, več težkih smeri, tako. Večji hribi so, in me to in pol je bilo pa še to, da sem imel to vse, veš, na dosegu roke. Najlažje se je bilo Kranj peljati v Gornjo Savsko dolino, na ceste spustavil, štopal gor do kamor, spošel tja šel plezati, vse nismo. Cilj smo že si postavili, imeli smo pa vodnik, zdaj, če ni šlo do Martulka, je šlo pa do vrat, smo šli pa v vrata. Sploh ni bilo. Se pa je sprot odločali. In to zdaj, če se vrnem nazaj na to, zakaj plezam, ker mi je to res lepo. Mene, ta mečken tok, te mehen strah vlada, pretežko sem lepo primorskalo, vse mine. Vse, kad bi razelektritev prišla, ti samo še tisti meter pred sabo. Nikoli pa mi ni bilo strah, tako da bi mi bilo tako strah v steni. Panika. Ne, nikoli. Zmeram ta koncentracija na to, kako bi nekaj splezal, me je čist odrešila. Kaj pa te občutki, neki samotek, mogoče, ali pa odmaknenosti v kakšnih velikih stenah? Si bil vedno toliko sfokusiran na svojo pot in si toliko verjel vase in vso plezalca, da se sploh niso ukvarjali s tem? Čist. Najbolj imamo v spominu Melunkce, veš, to so bila z Markan, so bila sama, pa dohtar Žare, pa enega kuharja sem imela, pa en teden je bilo do baze zahoditi. Hodila sva s Tibetanci, ki se nismo sporazumeli nikakor nek, mi nismo znali noben tibetansko, oni ne več drugega kot tibetansko. Jaz sem tega tresno razmišljal, ti nazaj lahko pospravijo, pa rečejo, da so nek na hribu ustalo, očitno, kaj, poberijo so kramo, pa grejo dol. In polk so pa plezala, pa takrat niti ne, kasneje sem razmišljal, pismo, en bi si zlomil gležen. 3-4 dni bi trajali, da bi ta drug dol prelaufal, pa povedal, kaj se je zgodil.
Pa da bi na pomoč prišla, v Tibetu itak helikoptera ni bilo, oni Tibetaneri bi z enim košem prišli gor. A razumeš, tako, res delač. Meni je bilo to super, sama, nikjer nikogar. Ta prava avantura, ker alpinizem je avantura, no? Če ni nič avanture, pa je kar nekaj. Pa je sam šport, to je brez veze. Razumem. Ne, mora biti avantura. Mora biti dogodivščina. In tudi zdaj, ko sem pisal, vzponi, naprimer, prva ponuditev sveče, ko me vem, da sem jo naredil. Edino to mi je ostalo spomin, da je bil Čora v Tamarju toliko navdušen, da je dal za Pirken kol, ni dal za skrbnik, ja, Marjan Perko, je čist navdušen. A sta jo le upihnila, je rekel, tako. Drugo, plezanje se ne spomnim nič, ker je šlo vse gladko. Če pa v Eničiholu padaš 20 metrov, ti pa ostane v glavi, a ne, in to pol. Čihulova smer, to je danes verjetno mlajši alpinisti sploh ne vejo več za neko famo, ne? Ampak že 20 let, ko sem jaz začenjal, je bila to neka taka stigma, se te smeri držala in razen za enega, da je probal v vseh tem cajt, odkar je splezan, se pravi od 98 naprej, pa še to ni preverjen, sploh ne vem, da bi šel kdo kaj noter. A je res ko grozna smer bila? Zdaj manj, da se je nek foršlus zgodil nekomu v enem izmed težjih raztežajev, ne, in pač je tist spucan sklini, če to drži, ne, tako se je govorilo. Kaj je to danes? Ja. Z vsemi zatiči pa frendi še 2 klina vmes zabijaš pa čez. Ampak lej, recimo, če se vrnem malo na tvojo knjigo, ne, tako lepo podrobno opisuješ svoje otroštvo in kako ste živeli, ne, in pol, kad tudi glede na to, da te poznam, ne, da so celo skrb bila na 2 odpravah in ko sem videl tudi, kako funkcioniraš na neki odpravi in sicer, a misliš, da bi, če bi imel bolj lagodno življenje, mislim, če me razumeš, če ne bi bilo se treba že kot otroku ti malo pobrigati, pa malo pešjati, pa da bi te kdaj malo zebali, pa da ni bilo vedno glih vsega, kar si zmislil, pa da so te starši znali še tudi mačken prijet, pa zdaj iz današnjega vidika bi rekli zelo trdo vzgajali. A misliš, da bi imel možnost neko podlago psihično ali ne vem, kako čem reči, da bi se sploh loteval takih stvari? Mislim, da ne. Ali pa bi imel vsaj precej slabšo podlago, slabše možnosti bi mogel, ali pa ne vem, ali bi pol mogel več delati, ali bi mogel imeti res tako željo naknadno za nekaj, ali ne vem. Ampak to sigurno prispeva. Ta način življenja je zagotovo, veš. Ker, včasih je imel otrok željo, pa si nekaj želel, pa velikrat niti ni upal povedati, kva si želi, ki je pa iz ustu pa povedal staršem, pa v večini primerov ni bilo možno do tega sploh priti, ni bilo denarja in nisi dobil tega. Danes pridno otrok željo izreče, že vse dobi. Sploh nima več želja. Ja. In poje tudi v alpinizmu nima želja, kva bi. A veš, to je vse eno in isto. Zdaj verjetno si že odgovoril na vprašanje, a je pol mogoče za danes, zato ker imamo mlajše generacije in vsega preveč in smo enostavno preveč razvajeni, zato da se ne lotevamo tistega pravega avanturističnega alpinizma. Sigurno je nekaj v tem. Druga stvar se pa zdi, da je ta naša zahodna kultura je obsedena z varnostjo. Vse mora biti prvič vse zavarovano, drugič pa vse varno. Vsak, vem, kako je bilo že v šoli, veš, jaz sem bil srečen alpinist, pa se nisem dosti oziral na to, ne. Jaz sem pač tvegal, jaz sem delal tudi nevarne stvari, pa sem otroke peljal tudi v hribe, pa je bilo tudi nevarno. Pa tudi imel sem take otroke, da se je to dal. Veš, jaz sem imel dijake iz Sevške, pa iz Polanske doline, pa z Idrije, pa z Bohinja. Redko, ko še ne bil razvajan mulo iz enega velikega mesta. Ne. Če so pa bili so jih polni, ta drugi preglasila. Ne. Ampak tako je bilo in s takimi je bilo lažje delati. Sej, če vprašaj Frenka, ne. Ja. Ki je šel iz Loke v Ljubljano. Zdaj se mu pa meša. Tako so otroci nemogoče, nevzgojeni. Ker tudi ni, tudi sam šolski sistem je pokleknil na celi črti. Ne. Vsi vidijo sam pravice, dolžnosti pa nobedna. Ne. Ja, to pa poznam. In to je težava, ne. To je največja težava.
In ta varnost, veš, to je zdaj. In na splošno v življenju niso ljudje navajeni tvegati. Veš, tudi verjetno finančno niso navajeni tvegati. Enostavno ljudje niso navajeni tega. Ja, čeprav po drugi strani pa mogoče nekega preveč brezglavega tveganja. Pa ne vem, mogoče na področju financ. Sicer to ni moje območje, pa da ne bo kam zašla. No. Ampak dejva se še malo vrniti teh tvojih začetkov, ker recimo vsem danes mogoče mlajše generacije si niti ne predstavljajo, s kakšno opremo ste zares vi plezali. V knjigi pišeš, kako ste se navezovali na vrv in pa ali izpostaviš, da to sem prav mogel v Maji doma povedati, sva se smejala skup, kako Nejc je pa že imel svoj plas, ampak samo zgornji del. Sem mislil, boš pa rekel, saj on je pa imel ta prav pas, ampak še on je imel šele zgornji pas. Predstavljaj si, da s tem salate plezal v El Capitanu. Ja, to je Sam zgornjim delom pasu. Pa s temi gojzari, ki ste plezali, kako ste prosto plezali? Ško vsega se človek navadi. Če ne veš, da je nekaj drugega. Mene tudi toliko vprašajo na Everestu, kako je bilo na ta prvo, skačno opremo. Za nas je bila to takrat najboljša oprema. Najboljša. In smo bili s to zavestjo, smo mi v Himalajo šli in smo zato lahko delali. Če pa vedel, da je na trgu 10-krat boljša oprema, bi se pa slabo počutil. Bi pa že bil v neki frustraciji. Ja. In tudi se spomnim, ker je Nejc prišel iz El Capitana domov, takrat so v El Capitanu bili moderni čevlji, taki malo lažji gojzarji, vibram podplat, pa šina je bila v podplatu, da so bili čist trdi. To pa zato, ker so vlekli za sabo te žakle in so z nogam so to pumpali na tisti žimar, pa gor vlekli in je bilo bolj fajn, če je bila šina, pa v lojtri je bilo lažje stati strmo podplaten, kot z mehkom. Pa vlik se je pač tehnike plezali in so pol s tem. In jaz se spomnim, Nejc se prišel dan, smo imeli eno skupno turo na Vršiču in je tam po unmu transformatorju gor splezal v tistih minimalnih stopkih in so bili pripričani, da je to možno samo zato, ker ima trde podplate. In naslednje čevlje za plezati sem si jaz kupil, to je bila ena avstrijska firma Castinger, to so bili gojzari na uni črno-beli sliki, ki sem v mornarski majici v Cinah. Ja. Sem v njih. To je bil gojzar težek, danes ga še za pozim noben ne bo, ker bi rekel, to je čist pretežko. Mi smo bili pa navdušeni, kako lahko na mehne stope stopamo. Na teren je bilo sicer malo težje, ampak smo že nekaj pomutili in smo bili čisti zmagovalci. Kako pa recimo ste preklapljali iz nekega prostega plezanja oziroma tam, kjer vam ni bilo treba lojtrati, če grdo rečem, in pa, ko ste prišli do ceka, ko pa je bilo treba začeti tehnično plezati. Ta preskakovanje, jaz sem recimo, če sva, ne vem, v Josemitih takrat z Janezom tehnično plezala, sva zares zelo težko prešaltala na neko prosto plezanje, tudi tam, ki bi verjetno lahko, in sva pol tudi tam tehničarila. Ja, se je težko. Sam veš, kako je. Tam v Ameriki sta imela frende pa zatiče in je bilo to lažje. Tehničar, veš, ni bilo treba toliko zabijati. Pri nas pa pogosto, veš, je skala toliko skopa s temi razčlembami. Tam, ko opisujem to drečko v frdamanih policah, tam je kar nankrat zmanjkalo vse špranje in bo treba pač naprej ven zlesti, ali pa se ne bi mogel zlesti. In tudi pri marsikšni drugi smeri bi se s tem, da zabijaš en nov klin, bi se nadal matro, da si naprej splezal. In imeli smo pa te fifije, ki si pač lojtro za sabo lahko potegnil. Kako pa, recimo, tudi malo sicer opisuješ, da ste trenirali, da ste v vratih plezali, se to tudi že od starejših generacij so že opisovali, kako so plezali tam poljažom v domu, pa na nekim nadvozom nad železniško progo ste trenirali. Jaz se spomnim tudi, si enkrat razlagal, da ste po zim sneg kepe v roke, da ste si utrjevali prste. Kako ste se pa sicer tudi takrat, ko niste mogli plezati, a ste kaj trenirali, kakšne zgibe, sklece, ne vem, kakšne vteži, nič.
Ste bili sami po sebi toliko že? Ne, veš kako je spomlad. Ni bilo te miselnosti? Seveda ne. Spomlad si mogel nekaj časa, si šel na 2-3 lažje smeri, da si malo moči dol, malo vse prišel. Smo pa, Kranjčani smo kar večkrat pa hodili malo v Turanc, potrenirati skalo spomlad. To je bilo takrat edin. Ja, Dolžanka je bila sama tehnika, je bilo vse pretežko za tiste čase. Te v Turancu smo pa hodili plezati, ja. Ja. In da bi pa prav nekdo rekel, zdaj, laufali, tekli ste, ne? Tekli smo pa, ja. Kondicijsko smo pa... A to še tudi daj med tednom teč, recimo? Ja, itak, seveda. Čeprav na začetkih ne, veš. Jaz sem začel trenirati prvič leta 75. Začel trenirati za Makalu. Z Miško tam sta bila kompanjona za Makalu. Miško je bil pa športnik, on je bil pa državni prvak v slalomu, on je povedal, da je treba trenirati za vsak šport in je to tudi na to navadu in sta hodila laufati. Ampak to, ko rečeš trenirati, je kondicija, čist noge. Samo to. Zgornji del, da bi to nekaj. Ne. Jaz se spomnim, ko smo šli 2004 na odpravo, pa smo nekje v eni vasi tam na dostopu obtičali, pa sva z Maticom tam sedela, pa je Marijon prišel, pa je odprl knjigico, nek dnevnik imel, in pa je zadnje 3 mesece pokazal, koliko je treniral in kaj vse je delal. Jaz sva z Maticom tako pol, ki je šel Marijon stran, sva rekla, o boh, tole spa midva, ne vem, kako vas zmogla, in pa sva tudi njega pogledali, bil tudi krmarcina. Ampak dobro, to so bili zdaj že drugi časi. Takrat pa praviš, ne, zanimivo. In zato sem jaz, ko sem prišel na DIF, sem začel tako, sem toliko napredel v alpinizmu. Na DIF-u sem pa moral trenirati. Tam se je pa vedel, da se trenira, pa učili smo se, kako se trenira, pa če sem hotel jaz vse tisto narediti, sem bil res prvič precej naroden za večino športov, drugič pa tudi švoh. Jaz sem bil relativno švoh, čeprav sem že dobro plezal. Očitno sem večino splezal bolj na občutek, pa na gibanje kot na moč. Na tehniko, mislim. Pa na tehniko, ja. No in pa smo imeli pa svež urodno telovadbo, bradla, drog, krogi, preskok, take stvari. In mi smo po vsaki uri, mi smo redno po vsaki uri, ki je bilo konc, ko smo šli z urode dol, mi smo imeli še serijo vaj za moč, sklece, trebušnjake, zgibe, to smo skozi delali. In takrat sem pa jaz tudi brata presegel takoj, ker sem pač treniral, veš. To je bila res bistvena razlika. Ja. Kako pa, daj malo opiš, kako pa je bil takrat kranjski odsek, recimo. Takrat ste vseeno mogli, drugega ni bilo, neverjetno. Razen, ni bilo neke literature, revij, ni bilo nobene. Komunikacije so bile tudi take, ki so bile. Včasih hodil v četrtek na sestanek zato, da si se zmenil, kam boš šel plezati, ker drugače se nismo mogel. Pa da se je malo povedal, kje je kdo bil, da se je malo izmenjali izkušenj, pa malo je bilo, sem pa tja tudi malo kakšne tehnike, kakšne alpinistične šole. Ker Nec pa Tone Perčiča, ona da sta zrasla brez alpinistične šole. In pol sta one dva prva v Kranju uvedla alpinistično šolo. Takrat, ko smo mi prišli, in to je bilo prvič, da smo šli na Turanc, da je Nec pokazal varvanje, da je pokazal, kako se stop na manjši stop, kako se to naredi. Iz Planinske zveze pa na odseke pa ni bilo nekih direktiv glede usposabljanja alpinističnega, to ni bilo. Pa se to šele kasneje, se to vem. Vsak za sebe. Je bil pa odsek tako, veš, odsek je imel recimo Nec je, se pravi, v Kranju je kar dobro plezal, ne? Čeprav se mu zdaj to majhen, da se je sam bolj široko ustal, ampak ne, on je za tiste čase kar dobro plezal, vse veš. Splezal je take smeri, kot so Aschenbrenner, pa je splezal Sentinel Rouge v Mont Blancu, pa take stvari, pa nek Piterijski greben je plezal, pa je šel tudi na pik Lenina in tako naprej. Skratka, je kar bil,
potem polo pa nekaj takih, ki so plezali tam do dobre 5, če so malo pohali, kakšno lažjo, krajšo 6, nekaj takih je bilo. Polo pa ena taka luknja, nič posebenega, pa sta prišla pa nec patone, zagnana kot zverine in one, da sta pa ko začela težko plezati. Pa še en od šterov je bil, Franci, najstarejši, ki je pa je tudi načelnik, pa on. In to so bili pol motori. Ti so pol veliko plezali in to je bilo to. Ostali so bili pa tako, tam do 5, to je bilo to. So pa se pa veliko hodili v hribe in plezali, pa je bilo pa en del odseka je bil pa pront, to je bilo pa sam pijača. Jaz se res čudim, res sem mogel biti zagnan, ker mene to pač ni potegnilo, res ne. Pa bi imel kot mulc, sem imel vse možnosti, da zaidem v to, vse. Vsaki bajti zvečer je bil žur, nec je bil tudi kar precej žurer, tako jaz bi lahko, ampak meni pa enostavno do tega ni bilo. Prav zato, ko opisujem, ker sem imel toliko slabo izkušnjo in jaz sem se sam sebi, če sem bil majhen nažgan, zdel tak bedak, tako prav. Moje obnašanje se mi je zdel neumen. In zaradi tega pol nisem tega delal, ker mi je bilo pred samo sabo škoda cajta. Škoda cajta, ja, itak. A je tudi to, kar si pravi v menu glede nejca, je bil tudi to en razlog, da kad tudi v knjigi opisuješ, da sta se pol malo delila, ali to ni bilo zares? Ne, vse je bil malo drugačen nec. Nec je bil zelo zagnan, ki je imel en cilj, je bil se pripravljen vsem odreči pa trenirati pa to. Pa je bil pripravljen tudi 2-3 mesece sam bluziti, pa sem mu vse zdel brez veze, kva se zdaj napihujemo, pa same te mišice pa to. Pa je pa spet pograbil, pa spet treniral. Tako bolj uvalovih je, mene pa to ni spustilo, jaz pa sem enkrat začel plezati. Meni je bilo vsega trenutka škoda, ker nisem plezal, vsega trenutka. Da bi šel jaz za vikend v hribe, pa da bi nek pil na mest, da plezal, meni je bilo to. Ni bila možnost. Še kaj je bil slabo vreme, sem že nekaj najdel, no malo lažjo smernik, da sem pa še v slabem vremenu. No, sej, to ena prvih izkušenj, ki so šla midva plezati enkrat na izpitno turo po šolanju za vodnike. Če se spomnim, sva pošla pod Planjo, pa sem jaz nekako vedel, da bo, ker je res dežval prejšnje dni, da bo mokro, pa sem nekako hotel stišati tisti spit, da bi imel pol frej. Hkrati sem se pa bal, da bo res premokro in sem prišla v spod in pa sem tisti zgor gledal, sem rekel, upam, da se me bo Andrej usmilil, pa da ne treba to mokroto. Pa sva se pol nekako tudi strinjala, da bo šla naslednjič, ker sva pa dol hodila, sem rekel, a veš, Miha, to je pa tudi malo razlike med vašo pa mojo generacijo. Ne? Vi imate cajt, pa greste lahko čez 3 dni, ne? Mi smo imeli pa vikend in smo šli plezati, tako kot praviš. Kar je bilo. Ja. Ker tudi v knjigi opisuješ, da zadoskrat že na pol dežuje, pa ste kar šli pa tako. Pa smo kar tišali, ja. Ampak jaz sem bil pol še tudi kasneje, se spomnim, ko sem delal prečenje, veš, to je bilo 2002. Ja, se spomnim. Mi dva s Pavletom Kozekom sva prišla pod Planjo, Miha, ki je bila še bolj puscana, kot takrat sem mi dobila. Čist mokra stena, čist. Pa majhen kakšna kapalca že padla, ne. In smo vstopili v mansardo in je celo smer po malem dežval. Zadnji razsejun, ki je najtežji tam, ki greš ven po uni plati gor. Je pa tak naliv, da je meni tekla voda za rokave, parčevlih ven, obup, vesolni potop, čisti. Ja. Tako da so se pol hecala, da bolj star, bolj nora, ne. In so pa išla tam proti vrhu Planja, tam, ki je že lažje, se je bila tako navotlina, pa ni 3 kozorogi so bili not, pa so tako zaboden, gdje smo rekli, le še tele se nam smejo, kot temu, da živi okoli hodo. Zanimivo. Daj mi poveš to, v knjigi tudi opisuješ, da nekaj si bil mlajši na višini, da si imel tudi težave z višino, da te je glava izbolela, pa slabo, pa tako ne. Ker takrat, ko sem bil jaz s tabo, na eni odpravi, vem, da v tvoje višine je bil en aspirin. Ja. In to je bilo to. In sem rekel, boh, kako mi jaz to shajal s tabo. Ne? Ampak
Kaj so z neke izkušnje leta naredila? Zakaj misliš, da te kasneje višina ni? Mlajši ljudje so bolj občutljivi na višino. Znanost definitivno nakazuje to smer. Jaz mislim, da za višino, za Himalajo si najboljši od 30 do 40 leta, takrat si prav vzdržljivc z izkušnjami in vsemi žalbami namazan in ti je višina tako. Sploh če smehen nahne k temu, da se hitro navadaš. No. Smo pa imeli težave predvsem zato, ker smo mogoče, naprimer južne stene Locija smo jo tako želeli videti, da smo čist prehitro prišli spode, namesto da bi en dan dol še malo nek počil, pa to smo pa leteli zadnjih 1000 metrov gor, kad snete skirjane in vas je malo potrkali. 2 dni me to glavlja, mislim, da bi jo raznesel, ali pa smo šli v Pamir, to je bilo 83 leta. So nas helikopterem pripeljali v bazo pod pik komunizma, to je bilo na 4200. In pol seveda nismo mogli ni bilo časa čakati, že šotor postaviti mi je bilo obup. Sem se dol sklonil, sem mislil, da mi bojo možgani vam padli, toliko me je glava bolela. Ampak kuj naslednji dan na 5000, pa še na vrh smo spali, bumbari, namesto da bi šli kuj dol. Slabo, bruhov, obup. Pa dol, in kuj naslednjič, čez 2 dni smo šli na 6200, pa ni bilo več težav. Ampak, mene to ni nikoli potrlo, nikoli mi ni to kmutil. Se to moram potrpeti. Mine. Ja. Je pa res, da se pa še danes na višino bistveno hitrejši navaden, kot sem se kuj na začetku. Kaj si Loce omenil, vem, to si že pravil, pa tudi mnogi so že opisovali, mnogo je zapisal pravzaprav o tem, da ste imeli, koliko dni ste bili v bazi? 62 dni. In koliko ste imeli lepega vremena? 4 dni. A misliš, da bi lahko s tako ekipo takrat še tisto piko na i? Z mečkim boljšim vremenom bi mi ta hrib prigriznili. Toliko smo bili. Ste bili našpani, natempirani in tudi toliko ekipa zagotovo. Ker da ste v teh plazovih, po teh razmerah prišli tako visoke, to je res moraš reči, da so bile po vseh taborih so bile spalne vreče neprestano mokre, neprestano. Tako da včasih se, če še celo napišem, sva z bratom oba v eno zlezla, ker je bilo vse ostalo tako mokro, da ni bilo uporaben. Pa čukalo v tistih šotorih, pa naredili smo pa nekaj napak, to je pa dejstvo. In meni osebno se zdi škoda, da ni bilo nekoga, ki bi rekel, pejmo še enkrat, čez 2 ali pa 4 leta. Jaz mislim, da bi... A se ni tudi govoril, da je tudi ta odprava marskomu vzela volo zagražala alpinizem čist. V teh himalajskih mukah. To so bili fanti, ki so bili mladi, pa se zdi večinoma bolj dobri skalni plezalci z ne preveč izkušnjami v ledu, mogoče, da je nam krivice delo, zdaj malo na pamet govorim, ampak tako. In zdaj, ki je bilo 40-letnica Locija, smo se srečali in sem jih namenoma vprašal. Sem vprašal Roka Kovača, pa Šuštaršiča, pa sem vprašal Čopka, pa Želotane. Vsi so rekli, ta stena je bila za nas prevelika. Mi smo se posrali, nam je bilo to pretežko, nam je bilo to safar in prav niso imeli več vesela iti v Himalajo. Čistih je dotokla. Lahko predstavljam. In mogoče veš, ali je vedno veliko stav na mlade, mogoče je bilo mečke napake narejene, če bi še kakšnega malo starejšega vzel. Koliko vas je bilo v ekipi? Približno. Plezalcev, alpinistov. Kaj vem, 15 do 20, se ne vem zdaj točno koliko. Kar nekaj, Je pa res, da so bili tudi šerpovska ekipa, je bila slabša kot na Everestu. Ja. Sardar ni bil iz Solo Kumbuja, ni bil iz Kumbuja, ki je bil dol iz Nužinski šerpa, iz Solo, nekje je bil doma. Ni bil ta prave komande. Je bila hierarhija drugačna in vse skupaj. Pa tle je mečken napake po mojem, jaz sem tudi pri Alešu. Ker Aleš je bil vsem imel preveč prijateljski odnos do šerp.
To naj mu vedno, jaz sem se vedno potonil zgledal, ki sem izjel to v redu. Jaz sem vedno spoštoval vse šerpe, nižinske nosače, vse, ker so zame ljudje in čiste face, da to delajo. Ampak nikoli pa nisem hotel biti z njimi tako prijatelj. Ker tako, ko si z enim prijatelj, je težko odnos delavec-delodajalec. Ja, ker oni so v službi, pa to mora biti. Ja, oni so v službi. Ja. Mi smo jih za to plačevali in se spomnim, ki je Aleš šel enkrat na hrib, moj brat je bil pa namestnik vodja, ne? In je brat dole stal, to me pa je tudi brat prav zdaj. In je rekel, da sta dva šerpiča prišla iz stene dol in sta pustila vsak svoj tor tam na sred. To pa veš, da tor na sred med dvema taboroma je tako, da ga nis prinesel. Ker bo mogel en sprazen gorjati, pa še vse bo mogoče mokro pa pod snegam, pa to doš naprej gor prinesel. Skratka, kad da je nis nesel, še slabš, kad da ne bi nesel. In jih je pa rekel, zakva? Sta rekla, da se ima zdi, da sta zato, kad sta plačana dost naredila. Ne? In je znoro in jih je poslal v dolino. Ne? Požili, ker vsar je rekel, takih nosačev pa mi ne rabimo. Ne, kar gresta. Je prišel leš dol, je čist znoro. Kva si on upa, da smo mi v njihovi domovini, da moramo, ampak to je vse res, ne? Ampak vse... Pa je bil tak romantik, on. Zelo, ja. Sej, če se zelo knjigo njega obere, ja. Shodno kot manduje. Ja, je pa imel pa, mislim, ideje, pa vizijo je pa imel, tle pa nekaj klobok dola, ne? To je pa, veš, te stene se lotati, tako kot smo se mi lotili, bilo takrat čist znanstvena fantastika. Tale Elbrus, a to šteje za svojo prvo odpravo? Ali je to bolj tako, en šamoni imel na drugo stran? To je malo daljši šamoni, ja. Sprav, pol gaša plomena. Ja. Ne, čeprav mi smo takrat že rekli, da gremo na odpravo, ampak to je bila bolj tako izmenjava, tam smo bili v nekih hišah, smo živeli v taboru, pa smo pa vzeli šotore, pa smo šli v hribe, to je bilo tono. Tako kot so včasih delali naši fantje po Šamoniju isto. Na Montenegro so spali, pa so šli pa... Gašeblom, Karakorom, to je to prva odprava. In kje se je sploh rodila ideja za to odpravo? To so Tržičani začeli? To je bilo pa zanimivo, to sem pa, zdaj, ko sem knjigo pisal, sem prav mogel pobrskati, pa stare mačke vprašati, kako je do tega prišlo. Tržičani so imeli obletnico in so se počutili močne, da bi naredili svojo odpravo. Pa so najprej še nek drug hrib imeli, ampak na koncu so se odločili za ta Gašeblom. Delali so pa skupaj z železničarji, to je Janez Jeromelj, pa predvsem pa Janez Gradišar, ki je bil znajcem v Josemitih. V Ameriki, ja. On je bil ful zagret za to in je ogromen podatkov zbral, zrihtal stvari. Tako da so oni so to nekako postavili, da je tudi pa Aleš rekel, da bo kao tega tudi zdravna, ne? Pa je pa problem financ. Mi smo bili neizkušeni, večinoma mladi. Edin Šodrov oče je bil direktor v Bažni predvidnici v Tržiču, to je bila edina resna veza, ki smo jo imeli, da je bilo malo več denarja. Vse ostalo pa sam drobiš in smo imeli težave in je pol Aleš predlagal Tržičanom, da bi vzeli iz enih parih planinskih društv iz odsekov, ki so tudi kakšni dobri, da bi društva dala denar zdravna. In pol je rekel Šoder, pa sem jaz vedel, da je rekel, Nejce sem tako poznal, pa je Ekarja poklical, ki je bil predsednik PD-ja, pa je rekel, da bi dal denar za dva. Ne? In so pa mi dva šla zraven, Cica je poklical v Cele, pa je tudi rekel, da bi lahko nekaj denarja zrihtal, ampak da samo za enega, pa je šel Čanžek zraven. Pa so pa poznali tudi Bregarja. Bregar je bil takrat en boljših lednih plezalcev pri nas. Je veliko plezal. Pa Bobi, ta Janez Jeromelj bi šel zraven, ne sam poj zaradi družinskih zadev. On ni šel sam drago. To je bilo pa še malo zato, da se še malo iz Ljubljane zajel denarja, veš. Držač je bil majhen, se veš. Ja. No in tako smo se nakaprali skupaj, ne. Ampak bili smo pa revni, kot cerkvene miš. Spomnim se, da smo, nekaj smo dobili od sponzorjev za ston in Kolinska nam je dala 150 kil
kremnih juh. Ti kremni juhi so meni na koncu skozi ušesa vam gledali. Videti jih nisem več mogel. mogel. Ne predstavljam, kaj to pomeni, ampak to en sliš ogromen. Ogromen. In ta malo sod teh juh smo imeli sabo. Čeprav, koliko cajta je trajalo to od doma do doma? 3 mesece? Več kot 3 mesece. Več. Samo moraš vedeti, da mi smo se vozili 10 dni, se mi zdi, tja. Pa smo bili v Tarbeli 14 dni siguren. In mi, če ne bi bilo hidromontaže, pa tega Marka Čibeja, mi bi šli lahko domov. Mi bi v enem hotelčku živeli, zapravili denar, pa šli tam. Ne je bilo denarja. Tam smo imeli pa vse zastonj. Pa res dobro hrano. Pa še Marko Čibej je res ogromno birokracije naredil za nas. On je zbral vse podatke, koliko so nosači, kako se morajo odpraviti, ker nihče od Jugoslavov takrat nima teh izkušenj. In jim da cel fascikel poslal na zvezo in tle se je to zgubal. Šodar do tega ni prišel in mi smo prišli tja, kateni bučki smo gledali. In je bil Marko Čibej bil takrat besen na Planinsko zvezo, da bi jo ne vem kva naredil. Ker je ogromno on kontaktiral zvezo in ogromno njih napotkov, je dejal, mi smo prišli pa tja, kateni bučki, ja veš. In pol je šel on tudi z nami, se spomnim, bi šel do baze, pa ga je višina malo zvila, pa še sina je vzel. Pa ste se pelali čist gor do Skarduja? Ne, se to je pa zanimivo. A ne, se opisuješ, ne? Ja, mi smo se pelali sam do Rawalpindija, naprej bila pa cesta zaradi upornikov zaprta. In smo mogli leteti. Na drugi odpravi, ko sem šel, K2, smo pa leteli do tja, pa z avto naprej. Lih obrnili smo, a ne? Zanimivo. Ker tako na prvo žogo si nekdo predstavlja, da tudi tale vožnja, ki je tol čez, da je to bilo nekaj zelo romantičnega. Čez vse te države vzhodne in sploh pol čez Turčijo, Iran, Afganistan, ne? Ker se tudi pol se je tam malo zaprl, zaradi vojne. Že naslednje leto. In še zdaj je zares... To je bilo drugače res doživetje vrhunsko, ampak tako bi rekel, za iti nekaj resnega splezati, to ni bilo, veš, mi smo 10 dni sedeli, brez gibanja, jedli smo slabo, kar je bilo po pot se je dobil, pa velikrat si nismo niti časa vzeli za jesti, smo kar drveli naprej, da bomo še sem prišli, pa še sem, pa tako naprej. Ker se nam je mudil, pa smo pa tam v zrak gledali 14 dni, pa spet neč delali. Tam je bilo pa tudi tako, tudi malo, se veš, pa ti že malo psiha začne nagajati. Ja. Pa že ne veš, kva bo zdaj, a boš sploh šel v hribe, a ne šel v hribe, a kva so zdaj naredili. Pa tam je tudi vročina, na tam se veš, Pakistan, to je 40 plus, se ti nada še premakniti nekva, da bi še kam laufaču, pa kaj delal. Ne? A v bazi ste bili pa sami, a bilo še kaj odprav? V bazi smo bili sami. Prav sami? Ja. Wow. Luksus. To bi si zdaj želel. Takrat ni bilo nobene vojske tam gor? Ne. Na Baltoru? Prvič ne, na K2 pa ja. Je že bilo? Prvič pa ni bilo. 77 ni bilo. Še ni bilo takrat. Še 86 je bila vojska. Sem imel že kabel položen do baze. Gor. Ker 2010 so bile postajanke in tam sred Baltora in čist gor klepot. Ja, takrat tega še ni bilo. 77 ni bilo nič tega. In smo šli po dolin, 2-3 odprave po mojem. Angleži so šli na Ogre, Japonci so šli na K2, mi pa na Gašebru. To je bilo to. In smer, pa greben, to ste si pa že doma zamislili, ali ste se pustili? Ne, doma smo malo gledali kvabi, pa to, pa smo rekli, da smo tam, pa smo na licu mesta prišli, smo gledali. Ta greben je bil sicer, se je videl, da je bistveno lažje, no. Nas ta gajsne pa zanimalo, da bi kar stebr splezala, ne. Ja. Se ga pa je Čeha splezala. Prekami gor. In tis bi, po mojem, ne bi šlo, no. Zato, ker smo bili prešok, odprava, premalo. Tam so se že tudi kasneje pol obračali, pri tistih skalnih stopnjah. Ja. In kaj ti zares tisti vrh takrat pomenil, oziroma kaj je povzročil v tvoji glavi? Če ne bi bilo te nesreče, ki se je Drago vstal gor,
bi bil jaz v 10 nebesih. Tako je bilo pa to, res meni je bilo res. Veš, meni po 20 letih ni šlo v glavo, čakaj, zdaj zdravo tam najemo, kaj je, mimo šli pa dam. Kako je to sploh mogoče? Se ne moramo iti domov, se ga moramo poiskati, pogledati, kva je s tem, kva, ne. Ampak je bilo pa res, bolj za zdravo pamet, a veš, je bilo pa, to je vsak dan je malo snežil, prestrašeno si plastom na uni prečki že tako, a veš, in pa se ben ni upal več premakniti gor na hrib. Kaj pa tudi pol, okej? Ne, pol pa smo dan prišli, se veš, pa je to, vse malo pozabiš, a ne. Ja, meni je bilo, wow, veš, mi to znecem so gledala tiste hribe od Trangotov naprej, ne, to so imela načrtov, kva bomo še vse splezali, ampak veš, takrat ni bilo možno reči, da bom šel pa jaz na... Kar nekam, ja. Ni bilo možnosti, če Planinska zveza organizirala, si šel, če ne pa ni šel, ne. Pa še Everest je bil kuj na sporedu, kamor se nam je pa vsem šlo, a ne. In smo pa na tist Karakorum kar pozabili, pa kuj še Lotse, pa smo spet vsi te leteli, so bila 2 taka cilja, ne. No, potem smo pa vsem pa začeli razmišljati, bilo pa dobro tudi kaj. Tako, zanimiv se mi zdi, tudi opisuješ, pa to sicer tudi že vem odprej, ne, da je bilo koliko nekih 70-80 prijav za 80, ja. Približno koliko, 20-25 mest. 25 mest. Tako, iz današnjega stališča je to znanstvena fantastika. Ker to so bile prijave iz vse Jugoslavije, tam je bilo mogoče se ne da direkt primerjati, to razumem. 10 je bilo takih, da bilo vse, če jih ne bilo. Ljudje niso točno vedeli, kam se prijavljajo, po mojem, ne vem pa ne, ampak tako ja, ampak mislim, da je bilo zelo težko izbrati, no. Prav, naprimer, sem se pogovarjal z Janezom Dovžanom, pol ene dvakrat, on to ni mogel tega odpustiti, da ga ni sabo vzel. Sem pa je tudi Tone to vprašal, zakaj ne? Jaz sem pa kar vprašal. Ja. Pa sem si bila stolno tako blizu, da sem hodil. Je rekel, da se mu zdi, da je malo na starih lurikah zaspal in da ni več bil tako aktiven, kot je bil prej, da ker misli, da je pač tako dober, da je šel zdraven. Je pa res, da je pa Tone, se veš, vse bil že vodja odprave. Ja. Zdaj pa, če je to odprava, kot je Everest, to je projekt, to je taka odgovornost, to je bilo denarja, a veš, kako je bilo to denarja. In če je to neuspešno, to je pogreb. To je res odgovornost. Pa da pa se še ugotovi, da si ti naredil kakšno napako kot vodja. In on je, se mi zdi, da je drugač velik del ekipe, skoraj večino, no, je res dobro izbral, veš. Ker on si izbral te stare mačke, ki niso bili neki strašni alpinisti, da bi kar trgali, ne, ampak imeli so pa ogromno izkušenj s snegom, s plazovi, tudi z ledom, s šotori, z bivakirani, z vsem tem. Pa eni pa neke svoje sposobnosti. Miško je bil za transport idealen. Veš, Miško je prišel po mojem do tabora 3 največ, ker je pač skozi delal dol in sploh ni na hrib hodil, ker ni mu časa. Bojče hrano dobro zrihtal, Šrauf je opremo dobro zrihtal, Roman je finance rihtal, da to ni bilo treba skrbeti. Veš, kaj vodja, ima toliko drugih stvari, da je mogel imeti, tako kot danes predsednik vlade, če nima dobrih ministrov, se lahko na glavo postavi, ne moreš. To je bilo isto, veš. Plus, da to si mogoče danes je res težko predstavljati, kakšna organizacija je cela odprava. Ne? Če se še pomisliš, to je bilo po moje res noro doživetje. Ker si predstavljal, mi smo prinesli z vsemi nosači, 21 ton robe. 21 ton. Koliko je bilo to ekipa? To ni bilo nosačev na 750. 750. Ja. No, Japonci nekadva so jih imeli 1200. 1200, ja. 750 nosačev. Ampak zdaj sem imel nekaj tako predavanje, sem rekel, sam vi razmislite, koliko ureč vi v 2 mesecih za 4-člansko družino privlečete dam iz Mercatorja. Koliko je kil te hrane. Zdaj si pa pomislil, da je bilo pa 25 ljudi, mladcev, ki so jedli kazverine, pa 15 čerp. In vse to je bilo treba nahraniti. No, pa tudi že... Pa še vsi šotori. To sem zdaj mačkam pozabil, kje ste pa štartali cela nosaška ekipa? Iz Lukleja? V Lomosangu. Nižji dol?
Čustno cest dol. To je Ja, cesta, to je ki še pelje v teden Tibet. več. Ne, 21 dni. do baze. Dostop. Wow. Mislim, se to so tudi mogli oni sami pol nositi zase hrano in so imeli svoje nosače. Ne, to kako je bilo pa ni organizirano? karakorum. Ti nosači pa jejo po vaseh pola, veš. Aha, Oni točno, pa so. ja, okay. To je ne pa prednost, veš. To razumem, samo da vidiš, tudi jaz se čisto ne predstavljam. Ker ni pač 750 nosačev v kosu hodila, veš. To je bilo so bili razdrobljen. v njih 5 skupinah. Ampak kdo je pa to nadziral? To so njihovi Sirdar. To je pa nadziral Sirdar. On je mu v glav vse. To mi je pa Miško Zanč prav je rekel, lej. Je rekel, jaz sem bil čisto gubljen, jaz sem bil zadolžen za transport, jaz nisem vedel prav. To so bo pokali tiste sodove, pa so jih dan nesel. Prav pa so se pa kar od njih porjavili, pa so prinesli, pa prav Sirdar je imel vse pod kontrolo. Vse. Ja, no, pa si to... Prav, en tovor se ni izgubil na poti. Veš, kaj se pravi? En tovor se ni izgubil. Tudi bolj so bili še pošteni ljudje, ker zdaj tudi v Nepalu, da kaj izgine, a ne že. Takrat je bilo pa to. Nosač, ki je vzel tovor, to je bilo za njega svetinja, ga ni, razumeš, pustil nikjer, brez kontrole, brez nadzora. On je vedel, da mora to, nižinski nosač, da mora to v Namčeju predati, če hoče denar dobiti. Ja, in pa tudi, veš, vsa oprema, ne, veš, Šraf je to res kar dobro razmislil, pa vsega moglo biti malo več, da ne bi kaj zmanjkalo, bo hvala, da kaj zmanjka, ne, štrikov, klinov, lednih vijakov, sabel, se veš, vsega, vse sorte. In to vse zapakirati, mi smo to vse v Ljubljani, v kliničnem centru, v kleti zapakirali v tovore po 30 kg. Veš, mi smo, in to so bili 30 kg, to unita mali sočki, mislim, da so 60 litrski. Ja. Smo jih napolnili na 30 kg. Klini, lojtre, štriki, vmes pa puh, vse zvit, vsaka luknja zatlačena, to smo delali mesec. Za žičnico so na izvidnici? Žičnico so pa naredili, ne, niso jo imeli na izvidnici. Ne, so tam dobili idejo, da bo to tako šlo. Štefan je šel za to zraven, ki je bil strojnik, se mi zdi, Marenče, pa ni bil kaj taki stopajoč alpinist. Naprimer bi recimo Janez Dovžanov Kamočil namest njega, ampak ga je vzel Tone, ker ga je poznal, pa strojnik je bil. In so žičnico naredili, Štef jo je v glavi si naredil, zrisal, vse naredil in so jo na Šmarn gor na Turncu so jo postavili. Pa probal, če dela, je delala, podarili, zložili, vse tja prinesli, pa smo to tam naredili. Brez žičnice ne bi prišli na vrh, sigurno ne. Veš, ko šerpe niso mogli toliko nositi, ki je bilo toliko strmo. Ampak tudi tam na ta Lola se to je bilo vrh stena tam, ne? Na Lola mislim, stena, smo morali spraviti 6 ton. V smislu tovorjenja čez... To je stena navpična, rahlo previsna stena, ocenjena 5+. Veš, pa 200 metrov visoka. Ne? Ampak to so pa tudi že na izvidnici zlezali kaj gor? So že zlezali. Šraf je zlezel to do konca, pa na sedlu bivakiral eno noč, pa je pa dol prišel, pa Štefan tudi. Da sta vse videla, kje bo se v žičnico postavila. In daj mi še povej to, ta Marionov kamin, ne? Ali kako se že tista stopna, ki je splela. Tam ne, to že on v svoji knjigi opisuje, da je tam v letavu. Ene parkrat prednje čez prišel. A to je bilo res tako sitno? To je bilo nek kamin, ki je mu tako bolj off-vita, razumeš? Ja. Malo je bilo vse na zunaj in ni bilo razčlenjeno, je bilo gladko, bilo res težko, no? Res. Pa tako mehen, tako malo visel. Neugodno, ker pa že marali nismo po kaminu. Tako, ki je na vrha kamina, je štant naredil, pa je štrak naravno po plati spustil. Daj me še spomniti, to se zdaj pozabil, to je bilo že nad zadnjim taborom? Ja, nad zadnjim taborom. In to je bilo pol. Ker ona dva sta z Vikijem ona sta šla že pred vrhu. Ja. Pa sta pa ti splezala, pa sta videla, da sta toliko časa zamudila, da z vrhom itak ne bo noč, sta štrak not pustila. Prepričana, da gre sta samo dol prespati in da ta probala na vrha. Ne. In pa je Marion že zvečer videl, da ima črne prste. Je šel takoj dol, celo noč, na nobenem taboru se tudi ustavili. Mi smo spali na trojki, sploh nismo vedeli, da je šumim. Direkt v enko pakuj namakati tiste prste. Vikal je pa mislil, da je v redu, a ne? Vikal je pa izjutraj gotov, da ima pa prste tudi na nog. Aha, na nog. Že črne tudi. Tudi, ja. Pa je pa še on prišel na Vikal, nas smo mi srečali,
Mi smo šli s trojke na 4, smo ga srečali. Vi ste bili pa pol, no pa so se še, pa je bila še ena ekipa, ne, pa so bili pa že. Ja, Roman pa Dušan sta bila še. Nejci, ali kako so vas. Ne. Ikarjevi fantje. A je tako? Ja. Aha, ok, ja. Točno. A pa ste pa približno vedeli, kako bo pol zadnja vršna piramida in veš kaj, mi smo en kupenik slik smo pogledali, pa to ne. Mislim, ste približno vedeli, kaj vas čaka? Približno smo vedeli, ja. Ja. In koliko je bilo ti zahteven? Ja, jaz mislim, da je tist gor naprej gor pol je bilo tako, bi rekel, ene 3-4 iz tega kamina naprej gor, čez to rumeno stopno, drugače ful izpostavljen na mesta, veš. Tega je bilo še kar nekako par sto višincev, ne? To ni bilo ne, sploh ne. 20 metrov pod vrhom. Ne. Pol se spomnim, nekaj je bila ena poka, en prah tak je bil siten, kad hodil, so pa je pogruntala, da so potulala že takrat, da so v eno šprano zataknila, bajala, da so se 6 potegnila. Ampak to so vse delali nenavezane. Ja. Pa je Šruzek imel pa skoraj 20 kg, ne? A pa so šli pol Stipe, Šrauf, pa Ankpuk približno po vajnem? Do tega težkega skoka. Ja. Tam so pa zavili levo, pa prečeli Horombajno. A že gor glede so šli oni tam? Ja. A da se stop tam dol ste pa že prej planirali, ali ste mislili, da se stop smo je pa tako, najprva varianta je bila po smeri nazaj, ampak to so hit pogruntali, da je pretežko, da nava mogla prijeti. A veš, kad tist, kar sem videl na gor splezala, tisto rumeno stopno, pa tisto nazaj pretežko. To je za abzajljati nazaj, to ne moraš kar se stopati dol. Dole pač stena, pa na tej višini. Pojela so imeli pa še varianto na južno sedlo ali pa Horombajna, ne. In zdaj, ki je bila megla, si na južno sedlo nekako nisva upala iti, ne. In jaz sem pa, ko so bila zmerja, tam sem videl mi, da bi ostala na hribu, mi da ne prišla nikoli dol na južno sedlo. A veš, kaj je to? To, ko se računaj mi, da so bila pozna, nek bi mogla bivakirati, zgubila špaltne, skratka. A je tam kakšna odprava? Nobena, ste bili tudi sami. Samo na loce je bila ena, ne. Samo to pomeni, do tabora 3 bi mogla prijeti sama, ne. Sama, ja. Pa še to smislim, da so bili že na vrhu in so že pospravili, no. Silne težave bi imela tam dol. Tja sem pa vedela, lej, Horombajnova že najdla kuloar, ga že vdela, tok so si slik si zapolnila, kje je treba iti. Ko se pa Horombajno kuloar neha, moš pa počas levo zavideti, da priješ na 4, razumeš. To je pa pol občutek. Imaš ga ali pa ga nimaš, ne, in sva kar najdla. Se prav ni bilo lahko, tiste plečke so le meni sitne, kaj hodir. To je še poboče dol, se zvrnil, take visine ogromne, padel dol, tako kot je Ankfu pa je padel, ne. So bile take na dol viseče plošče, malo polička, kje pa smo go najdeti, pa malo gor, pa dol, pa kje pa sem, pa zmatram, pa ura 9 zvečer, pa dolgo, pa brez kisika že oba zdavne, ja, veš. Zdaj mi tako smešen zdi, veš, tem komercialnim odpravom, ne. In zmanjka kisika na južnem vrhu, to je zanje konc, smrt. A veš, nama ga je zmanjkal, mehen pod vrhom nazaj grede, bilo kisika konc, bilo treba vse brez narediti. Pa se nismo nadsekirali za to, pa smo vedeli, da bo pač kaj mi še povej, to recimo, a se je čutil kaj med vami člani odprave, sploh glede na to, da ste bili iz vseh vetrov, iz različnih delov Slovenije, iz različnih odsekov, torej različne ekipe. Pol, ko so bili tabori že kar visok, ko se je že počas začel računati, da se bo šlo pred vrhu, a je imel Tone že malo zacahnen, koga bo poslal, kdo ima večje šanse, ali kako je on to gledal, ali je bilo to čist naključno, kakor so se ekipe zvrstile? To je bilo meni zvrstile? pri Tonetu najbolj zanimiv. Aleš se mi zdi, da je imel to težnjo, da je na vrh poslal recimo najprej Marjona pa Šraufa. Zdaj ne vem, a ste slučajno prišli na vrsto, zdaj, da ne bom delal kakšno krivico, ampak mi je imel te težnje. Tone je pa strogo zagovarjal, kolo, gosenca se vrti, ko prideš na vrsto, prideš, kdor bo splezal, bo splezal. In je bilo, a veš, oni so imeli, naprimer, Ivč pa Vanja, pa Čita so imeli res smolo
Veš, da so bili za Šraufom na vrst. Ja. Šrauf je pa bil mečkam privilegiran, se mi zdi, pri Tonetu. Šrauf je zato odpravil toliko naredil, da bilo mogoče res prav krivično, da ne bi prišel na vrh. Ampak, če bi bili oni trije takoj za Šraufom, ga sigurno to ne bi pustil, da je en dan čakal na vreme. Bi mogli iti dol, pa bi šli oni trije na vrh. Tako je bila pa luknja en dan vmes. Ni bilo nikogar, ne vem, zakaj je ta luknja nastala, ampak luknja je bila. In Šrauf lahko, ker je bil za nama naslednji dan, je bil malo slabše vreme, in Šrauf predsedno, da ni dobro, niso šli in so lahko en dan počakali na petki in šli naslednji dan, ker ni bilo nikogar za njimi. Bi pa verjetno, če se ne bi ta nesrečna smrt tam zgodila, še poskušali. Ti trije bi skoraj sigurno še probali, 100%. Čeprav nisem pa prepričan, kako bi se jim šlo, ker če je bil motor telesno eden boljših, glava mu pa ni špilala. Sploh so se stopil, pa čita tok šibak, čita brez varovanja po Hornbeinu bi. Pa koliko je ta Hornbein strm? Drugač ni toliko strm, sam žleb, ni tako, ker je snega. To so smučali tudi že, ne? Se mi zdi. To so tudi že smučali. Ne. Niso še smučali Hornbeina pa ne. Pa na sever... Na Seren Kolar kličemo. Okay. To je na levi strani. Seren Kolar je dosti širši. Hornbein je pa res čisto ozek. In mi da sem imela ene 3 skalnate skoke zunaj. Ja. Sicer niso tako strmi, so večino kar z obrazom nadol plezala in klin ameriški so še najdla, no to mi je tako zanimivo. In pol, ko ste dan prišli pa ceremonije, kako? To je pa bil. Miha, ta odprava, veš, ko ti plačo revalorizirajo pred penzionom, ne? Ja. Jaz sem zadnjič gledal doma. A veš, je plača leta 81, sem mu recimo 1400 evrov plače. Ker so mi jo pač spremenili, iz dinarjev so mi jo v evre spremenili. In bi bila tisti dan, ko sem šel v penzion, moja plača 1400 evrov. Pa je bila pa recimo 1600. Na koncu sem šel tiste, ki so bile že v evrih plače. Ampak, če bi zdaj tako medijsko pokritost revaloriziral iz 79. leta na kasnejša leta, je to medijsko najbolj podprta slovenska oziroma jugoslovanska odprava. Boljše od Humarjevega Daulagirja, za moje pojme. No, se ste imeli celo ekipo že tam, ne? Ja, a veš, 2 radioamaterja sta bila, 2 novinarja sta bila, radioamaterja sta vzpostavila zvezo, novinarji so skozi pošiljali, snemalce so imeli svojega, Slavota Vajta, a veš, je tudi posnel film, pa je film že kar dan pošiljal sprot, da se kaj lahko pokazal. Skratka, lej. In tudi prijem smo šli, to je propagandni stroj naredil tak šov, da so se branjevke na placu v Sarajevu pogovarjale vsak jutr, dokaj so pa naši prišli danes. To ni bilo samo v Sloveniji, ne? Nurija, pravzaprav po cela Jugoslavija, cela. To je 20 milijonov ljudi navijali za to, da bomo prišli na vrh. In to je bilo res, in smo dan prišli, razumem, to je bilo, ni da ni tako, res. Od tehle radiomaterjev se spomnim, je to doktor Meško razlagal, da ali kdo, ali ne, ali vidva z Marjonom, ali je bilo to kje drugje, pa me još popravil, da vsi vse lepo pozdravljajo. Ne, to je bilo pa na K2. To je pa en drug radiomater. Ok. Ja. Aha, ok. To pa kdaj drugič. Ja. Skratka, in ta Everest je pa pol te izstrelil v... Me je pa naredil pa znanga alpinista. Čeprav veš, kako po Everestu seveda je bilo fajn, pa so te vsi poznali, pa tako, pa intervjuje tle. Čeprav sem bil naroden, zanj sem poslušal svojim otrokom, sem poslušal intervju na radiju po Everestu. Kaj še nareveš, sem bil tako, veš, nisem se znajdel. Tudi moja prva predavanja, katastrofa. Če bi to dosto predaval, mi je po mojem ven vrže. Res obup. Ampak bil je pa Everest, pa povedal sem, kako je bilo pač Everest. Ampak nisem znal, nisem bil vajen tega. Ne. In veš, to je bilo en mesec, 2 meseca, ne. Spomnim se, so šla z Necem, so šla v Zaječar predavati.
za 4 dni so šla, po mojem. Jaz sem prišel dan, po mojem, 5 kg težje, razumeš? To ti Srbi, ti 3-krat na dan naložijo pol kvantalar mesa in če ne poješ vsega, se jim že skoraj malo zameraš in a veš, jaz sem pa hitro videl, pa sem šel plezati, sem rekel, za nič nisem mogel, jaz sem rekel, čakaj, da je to pa ni. To pa zdaj ti prekin, pa in me to res ni, no, so se ljudje res, že ti spremljavci, veš, ker ti spremljavci so bili, pa je bil Radio Materija 2, pa snemalc, pa 2 novinarja, ampak snemalc je bil član odprave, ni bil kot spremljevalc. Se pravi, 2 novinarja, en iz Novega Sada, pa tle iz Ljubljane, pa 2 Radio Materija, pa akademski slikarji še tu zraven, tle iz Škofje Loke. No, ti, veš, kaj, niso bili alpinisti, in njim je ta baza presedala, to jih pa ni spustil na hrib. Ker je bilo strah, da so kakšno kaj naredili, alpinisti niso bili, sebi s kakšen od nas bi ga že privlekli gor, po žimarih pa to ne. Sam, to ne tu se zdela škoda vsake energije in vsega časa. On je bil proti vsem spremljevalcem. Ja, on je bil proti vsem spremljevalcem. Ti so sam moteči faktor na odpravi, kar je res, ne? Ja, tako kot je, a veš, to je pa dobro, to on je bil res drugač brihten človek, ne? Ja. On ni pustil nobenega privatnega pogovora po Radio Materiji. Nobenega. Domov, nobenega. Ker zakaj pa misliš, da so fuzbolerji na svetovnem prvenstvu v karanteni? Tudi poklicati ne smejo dan. Ja, zato, da so z glavo pri fuzbolu. A veš, isto je bilo z nami. Če nisi bil z glavo tam, če mu zdaj pa moj otrok ima pa zdaj pljučnico, pa nevarnost, da umrl. A ja, ti lahko plezal na hrib? Ja, ne. Boljše je ne vedeti, pa biti skoncentriran. Mislim, če hočeš od ljudi dobiti maksimum, ker danes je pa to katastrofa. Se mi, da so zmerijo sama to sprobala, pa tudi, veš. In da so šlo 1 mesec pa pol v Ameriko plezati, leta 95, so se zmenila, da bo vsak teden en dan, ne vem, sredo ob 7 začel mi da pokličeva ta kolekt kol, ki je bremenil domač telefona, ne tebe tam, sem poklicala domov, ne boj, ko sem dobil 3 pa slovenščini in Marija slabe ulice in tudi plezati ni mogla. Bogi moja, že po meni ni zdravo, tralala. Čez en teden spet pokličeva, prva stvar prav Marija, ja, že kaj pa slovenščina? Kašna slovenščina, razumeš? Mulc je to naslednji trenutek pozabil. Tisti je zrihtal. Marija se je pa te ne žrla za to, razumeš? In to na odpravi ne gre. Ja, no, sploh pa neki takile himalajski. Ja, pa resna zadeva. Andrej, daj mi povej še eno stvar. V knjigi si zapisal, da si izpit za alpinista leta 73 opravil. Ja. Se pravi, zdaj smo, kjerga, 2023. Ja. 50 let si že aktiven alpinist. To je zelo zavidljiva doba, ne? Vse vem, malo bo butasto vprašanje, ampak daj ti meni razloži, kakšen je recept, da se nekdo toliko časa pa sploh na taki ravni ukvarja z alpinizmom. Saj nekaj si že povedal v vodu, ne? Zakaj sploh v hribe, pa zakaj plezati, ampak ne, redki so pravzaprav, da takole toliko dolg časa tako aktivno plezajo in predvsem pa tudi na taki ravni, ki si ti plezal. Škoko, jaz sem bil res bolj himalajski plezalec, ne, a veš. In to zato, ker takrat je to nekaj pomenilo, veš. Leta 79 je Everest nekaj pomenil in tam Fitzroy pa ni veliko pomenil. In tudi planinska zveza takrat ni organizirala nobene odprave tja, ampak vse v Himalaju, ki je bila to prioriteta. Ne. In jaz sem postal ta himalajski plezalec v bistvu in na vsaki odpravi se zdaj sam verjeten to občutiš, ker malo več plezaš. Ne. Predstavljaj si, da zdaj 3 mesece ne bi prijel za skalo, 3 mesece ne bi naredil nobene vaje za moč, noč bi dan prišel si ka smrkal. Vedno znova sem se mogel boriti, da sem prišel noter. Pa, ker sva imela z Marijo družino,
pa večina misli, da so bila itak, da so otroke pušala pa plezala. Ni res. Jaz sem bila ogroman z otrokom. Ogroman in jaz sem včasih komaj nabral vzponov za kategorizacijo, za registracijo, ker pač nisem plezal, sem bil z otrokom. Bil sem pa toliko dober in toliko znan in s toliko izkušnjami, da na odpravo sem šel pa lahko na vsako. Tudi če nisem zelo veliko plezal, veš, v Himalaju. Ne bi mogel videti v Patagonijo, ker sem bil prešvoh, ker pač nisem dosti plezal. Sicer polk si je začel športno plezanje, recimo tam enega 87 leta. Pa sva že z Marijo tudi trenirala, veliko pa sva tudi za skalo, skozi v bistvu pripravljena. No, in sej polenkrat, v tistem času enkrat, sem pa spet spravil svoje plezanje v skali na tak nivo, da sem recimo sva plezala diretissimo v Šitah. To je težka smer, ne, kako bomo ponovito. Ene dve mogoče. Zelo malo. Ja. No, sem prišel toliko k sebi, da sem toliko plezal, ampak pa sem šel spet v Himalaju, veš, pa je bilo spet vsega konca. Ne. Zdaj, če ne bi plezal zaradi tega, ker sem v vodoma povedal, ker mi je bilo to lepo, ker mi je narava potegnila. A veš, jaz spomnim, ko so bila na vrh Menlungce, veš, se je megla malo razkadila in se je pokazal v čovju, pa v daljavi še jaz, pa to, meni je bilo to noro, res. In tudi, recimo, sama baza pod Menlungcem je bila čudovita. Tudi se mi zdi, meni je bilo to tako lepo, pa v bistvu se mi zdi, da je en del je pač alpinizma, je pač avantura, ampak en velik del alpinizma je tudi raziskovanje. Se pravi, da ti raziskuješ, da nekaj najdeš. Se veš, kako so bila na Janaku, ne? Jaz sem 5 let prej sploh nisem vedel, kje Janak je. Pa tudi na Googlu nisem mogel pogledati, kje je, pa kje se tja pride. Sem mogel to pogledati in to je pa mene veselil, vedno. Naprimer, meni tisti čas... Najdeti idejo, ne? Ja, pa tistih teden dni, ko sem bil sam, ko so ti mladci vsi zdrveli v dolino po Markočovi nesreči, meni podarjen čas, da sem jaz lahko raziskal malo pa malo. In sem videl tisto sceno in sem na rece, da sem rekel, kakšna scena, noro dobra. In, naprimer, en lepših mojih obiskov Himalaja je bila izvidnica za Gyačun-Kang z Marko Tamčarom. Meni je bilo tam noro lepo, noro. In tudi to raziskovanje, mi so šla po enem ledeniku gor, pod steno obkrožila za 1/4 cel Gyačun-Kang čez prelaze, prišla na čista 3. ledenik, pa polnemu ledeniku nazaj na Rongbu, kar nam je hodila najmene 5 dni. Šotorček, malo hrane, stene, nore, idej, še in še. Tako da to je mene vedno privlačilo. Jaz sem na kjerkoli hrib sem prišel, pa sem videl na drugi strani na dolino, pa na drugi hrib sem mislil, mater, tole moram jaz pogledati. To je pa res, mora biti pa res dobro. Ne? In to me je vlekel skozi. Neka raziskovalna žilca. Ja, ta raziskovanje, ker pa ne morem brez plezanja, a veš, Marija prav, mi gremo na dopust lahko sam tam, kjer je kaj za plezati, ker Andrej drgam na gre. No, v bistvu po svoje prav. Jaz se turizmu naveličam v enem tednu čist in pol pa moram nekaj splezati. Pomigati. Da sem pa raziskoval, pa najdu nekaj dobrega za splezati, mi pa topa, ne. A veš, mi da z Marijo so bila na Čovju, so šla Zagrebčani s Hrvati in sva rekla, sva se zmenila, da bo plezala čist po svoje. Enkrat sva šla v tabor 1, da sva pokazala malo dobre vole, da sva nesla vsakem tovor gor. Pa mi da po normalki nisva nič hodila. Mi da sva se šla klimatizirati po svoje in sem tam jaz najdu en lep 7000-ak, sva ga splezala na šverc, normalno, prišla nazaj, šla še enkrat na klimatizacijo, so hotela pa še na enega iti in to je bil pa ta, ko smo ga poje na Gyačun-Kangu splezali, ta Siguankri. In mi da greva čez prelaz, pa na drug ledenik dol, pod severno steno Čovja, pa še na ta 7000 gor, pa se pa začel malo vreme kvart, pa malo so bila, ful se je udirali, pa malo je težko ratali, in pa so videla, da zdaj boš pa, da greva nazaj, če hočemo še Čovju ujeti. In so šla nazaj, ampak tam iz tega grebena
imam jaz sliko na Gjačunkan, sem jaz to steno Gjačunkan, ki sem videl, pa lepo sluš, da je to še ne preplezan, pa to je treba je splezati. Tako, idealna stena se mi zdela za en alpski stil, itak sem bil takrat obseden s plezanjem na alpski način, v mojih zmožnostih in sem pa je toliko cajt tišel, da smo šli tja, no, da so naredili izvidnico in da smo splezali ta Gjačunkan. Ja, zdaj smo že kar nekaj obdelali, naložila. In jaz vem, da bi lahko še veliko, ne. Pa dajva počas tole, bom rekel, pred koncu peljati. Kaj misliš za vsem tem, ki že toliko desetletij pravzaprav gledaš alpinizem slovenski, svetovni, spremljaš vse te družbene spremembe, ki se dogajajo. A misliš, da bo prišlo spet neko obdobje, ker bo nek tak pravi avanturistični alpinizem postal tudi širše bolj cenjen, ker trenutno pač nekako mogoče kaže, da glih ne gre razen nekaj izjem v to smer. Kaj misliš? Kaj se bo moglo zgoditi? Ja, kaj je v vodniku tleh objemu na vrh sveta dobro napisane. Ja. Da so zmorijo predstavnika garaškega alpinizma. Ja. No, je bilo to fajn. Veš? Ker smo tudi vedeli, da bolj, kad bomo delali, kad priješ na vrh, več bo ta vrh vreden. Danes je pa celotna družba bolj instant. Vse je drugače. To se je toliko spremenilo, da po mojem, ne vem, če se bo še kakšni generaciji v življenju toliko sprememb naredil, kak se je moji generaciji naredil. Iz tega, da smo se lahko umivali samo enkrat na teden, pa da smo mogli okoli hiše v mrzlu veci na štrbunki, do tega, da je danes, veš, na Japonskem sem bil že školka, kot ti rad upere, razumeš. Skratka, toliko delac smo prišli. Res je. In danes sem nekaj bral, da zdaj en roman je napisal, kako ena ženska skuša narediti virtualni svet, en virtualni roman, da jo ljudje lahko tisto prav doživljali, rabila je pa karakterje za glavne osebe, te računalniške, in jih je dala pa enemu pisatelju narediti, ki je bil pa pisatelj. Res. Ne, je to malo ne fikcija, ampak tako mi je bilo zanimivo. Ne? A veš, in danes tudi se je zdaj tleta, ko je že Miha, tle na Planinski zvezi skuša posneti te stvari s to kamero, no? Ki pa je z očali gledaš in si zdraven. In, a veš, bomo posneli, bodo posneli smer težko in bodo dali ljudje ta očala gor in bodo plezali z njim, razumeš, bodo to podoživljali. In jim ne treba več plezati, zakaj pa bi? Kaj boš kliknil, kjer smer na Everest bo zlezel? Ja, škaj, Miha, jaz mislim, da človek je po naravi len. Ja, no. In zato je pa tak napredek, ker je vedno hotel izumiti nekaj, da mu treba čim manj delati. A veš? In po naravi je to res. Ne? Zdaj, če pa najdeš neko stvar, ki te pa vsem potehne iz tele nobe ven, pa rataš alpinist ali pa še kaj drugega. Ne? Garaški alpinist, torej. Ja, ampak veš kaj, tega garaškega alpinizma ne bo več. Zagotovo ne. Ker jaz sem učil, se veš, do pred 3 let sem učil srednješolce, jaz pa vedno sem jih prganil, ko sem učil športno vzgojo, in mi smo šli na športni dan na Lubnik, recimo, veš, po 5 minutah hoje na Lubnik, tudi mene začne malo mečih boleta, ne, se veš, malo sem ušel gret. Zdaj je bilo to znak, da je umrl, še čez 5 minut bil pa že vsi umrl, ker jih toliko noge bolijo, da ne more več, veš. Nimajo izkušnje, ker tudi danes otroci teh izkušenj nimajo izkušnje bolečine, nimajo izkušnje pomankanja, nobene take pomembne izkušnje za alpinizem nimajo. No, se tudi kje druge zmanjka, ne? Ja, ampak kaj več morajo te izkušnje imeti, jih pa skozi alpinizem dobiti, je pa vse nevarno, ne? No, jaz gledam zdaj alpinistične šole, zelo redke imajo skupne ture, ali našega tipa, recimo, tam opisujem z Barbaro. Barbara se je ponesrečila 80. leta, se pravi, recimo tam 78. leta. Mi smo se dobili v
v krmi in smo šli s pripravniki plezati. Verovškovo, diagonalno zajedo, a kaj že tam v Draškem vrhu. Vse te smeri do 5. stopnje v Draškem vrhu, eno za drugo. Vsaka naveza eno, ampak tam ni bilo nobenega klina noter v teh smerih, ker niso bile veliko plezane že takrat, ne, ki so bile lahke. Vsa stojišča je bilo treba narediti. Danes alpinistična šola tega skoraj ne ponuja. Ja. Grejo Medota Osp, pa grejo bo še tam v Vipavo kakšno 2-3 raztežajno, pa grejo pa ta novo centralno v Babo, ki je malo navrtana, pa Ras, pa Kaminsko, pa itak je zdaj že velik teh lažjih smeri malo navrtanih in se tam pasejo in ne morajo tečajniki dobiti izgleda za resnega alpinizma. A veš, in pol je pa težko, a veš. Jed en korak višji, ne? A veš, jaz pa dobro, tiste 2 smeri Paklenc, pa prva smer Jeshova, druga smer Čadov Stebr, tretja Hornova, a veš, pa sem pa še sam... To so same velike ture, čeprav mogoče po težavnosti niso, ne? Ja, ampak je dejač do podstene, pa na vrh priješ, pa dol moraš prijeti. Ja, če si začetnik. Ja. Ja. A veš, in tok šodrak smo ga mi obrnili, to ti da pa res velike izkušnje pola, ne? In to je za velike hribe. Za velike hribe je za manj, če ti 8 plus zatehneš, če nas znaš po enemu šodru se dol prva let. Andrej, nekje vam mogla nehati. Ja, dejva. Zdaj, s tabo bi z mano je težko govoriti. Ne, s tabo je težko nehati. Govoriti je pravzaprav zelo lahko. Pa to je že dobro vem. Sem tudi vedel, da bo to težava. In če se zdaj pa res za sklepne misli, recimo temu tako rečeva, pa vrneva na pravzaprav to sta zdaj te dve tvoji knjigi, čeprav ena je vajna, ne? In kad človek spremlja tvoj alpinizem, tebe pravzaprav mimo Marije pa ne more iti. In v končni fazi ne samo Marije, tudi celotne tvoje družine, ki je zdaj že kar lepo številčnejša kot ne. In slej kot prej bo treba mogoče skupaj povabiti še en takle pogovor, ali pa mogoče prej zgolj sam Marijo, ne, da še ona pove tudi malo o Andreju Štremflju, tudi še iz kakšne druge strani. Ampak daj še v parih stavkih še povej, ker jaz tebe sicer poznam, pa vem, koliko ti to pomeni. Tudi zdaj si nam naredil, oziroma ste nama naredila veliko uslugo, ki ste napisala najprej prvo vajno knjigo in pol še tisto prvim delom tvoje autobiografije in smo nekako tudi mačken prišli bliže do vaju. Ampak jaz sem imel vedno občutek, oziroma sem vedel že odprej, da je družina in Marija in tvoji otroci, pa tudi širša družina so bili tvoji neka protivtež vsem temle vragulijem, ki si jih zganja po hribih. To si tudi lepo opisal pravzaprav v obeh knjigah. Kaj bi še lahko dodal temu? Veš ko, z Marijo pa tle ima ona bistveno več zasluh kot jaz, ampak nekaj jih imam tudi jaz, zato rečem z Marijo, sva ustvarila dom. Ja. In dom je meni vedno pomenil vse. Najbolj sem bil nesrečen, če doma kaj ni šlo, kaj ni štimal, ker pač v zakonu tudi ne štima vedno čisto vse 100%. Ne? In dom je bil točka, kamor sem se jaz vedno vračal z veseljem, ampak vedno. Jaz poznam ogromno ljudi, zdaj pa dam, pa to, pa on. Jaz sem dan vedno prišel z veseljem, jaz sem komaj čakal, vedno. Da sem prišel domov, ker je bilo to moje gnezdo, kamor sem spadal. In sem zdaj, da sem včasih tudi iz petnih žil kakšno moč potegnil, prav zato, ker sem toliko želel, dan pa moram prijeti, ne? In sem si to res želel. Tako da se mi zdi, da je to tako pa, veš, ko so bili otroci, jaz bi še skozi kar plezal, pa otroki doma prišel, pa mi je rekel, ne, zdaj pa mora pa to. Pa sem popustil, ker sem vedel, da je imela prav, ne.
da to moje brezglavo plezanje tudi ne vodi nikamor. Ne. In s tem je v bistvu majčkan tako ročno zavoro držala pri tem mojemu alpinističnemu vozu, da ni zgrmel čist v sam alpinizem, pa v kakšen prepadno. Se mi zdi, da ima kar veliko zaslugo za to. No. Ampak po drugi strani sem pa videl, da ona res rada tudi pleza. In da je rada v hribe hod, da je to velik pomen. In sem vedno želel ji omogočiti, da ona kljub vsemu pleza. Se veš, porod, otrok majhen, to te za najmanj za 1 leto, pa še nosečnost 2 leti si iz alpinizma ven. Zdaj, če nimaš nekoga, ki pa ves ta čas v alpinizmu ostaja, da te pol nazaj noter potegne, je težko. Zato se ne čudim, da ženske pač nehajo plezati po porodih. In jaz sem pa to želel Mariji omogočiti, ker se mi zdi, da je sam to ta prava Marija, tista, ki tudi pleza. Jaz upam, da bo Marija tudi napisala še kakšno svojo biografijo, avtobiografijo, ker ima veliko stvari za povedati, ker se je včasih mogoče v alpinizmu se je včasih mogoče pri vrednotenju njenih dosežkov se je godila krivica. Tako. Vsak rekel, itak je šla z Andrejem. To bi vsak lahko rekel tudi o Roku Zalokarju, itak je šel z Andrejem, pa Marko Prezlu se itak je šel z Andrejem. Ni res, vsak je mogel svoje zraven dati. Res pa je, da je vsaki navezi pa en tiska mal potegne. To je pa neminovno. Ne poznam naveze, ki je bila čisto enakovredna. Čisto enakovredna. Da bi oba enako vlekla pa tišala. Vedno je en, ki ga treba mal potegniti in sploh pa, če je to ženska, ki ima družino, razumeš. Ampak, veš, v El Capitanu so plezala cuh. Vse. V Valkarju so plezala vse cuh. Veš, mislim, da so večino smeri nisem jaz naprej plezal. So plezala vse, so se menjala vodstvo, pri vseh smerih v čopu, vse posod. Ampak vsak je rekel, itak, to se Andrejem. Tako da tle, mogoče se mi zdi, da se je čas malo naredila krivica. No. Ja, no, upam, da je boš spodbujal. No? Ja, jaz jo spodbujam, jaz sem še ni. Ima visoke cilje. Pa zdaj prav, zdaj si tako dobro knjigo napisal, da imam trema pisati jaz svoje. Sem rekel, vse se je treba. Ampak Miha, sam še 2 stavka. Prosim. Od tistega, kar smo prej vprašali. Veš, kaj mene pri slovenskem alpinizmu skrbi? Povej. Skrbi me to, da je pravzaprav pa ne sama baza, ta osnovna baza teh tečajnikov in 1-2 leti po alpinistični šoli je velik. Ampak tistih, ki bi to nadaljevali, ki bi postali alpinisti in bi bili alpinisti še vsaj 5 do 10 let, pa da bi plezali tja do klasične šestice. Te baze imamo mi premalo. Ja. A veš, in to me pa res skrbi, ker zdaj tistih, ki se sam hvalijo s tem, da plezajo, pa mečkam poplezavajo, je ogromen. Recimo, pa ne, se nam nič rekel, ker bom delal kakšno krivico, ampak unega srednjega, bi rekel, razreda alpinistov, iz katerih se pa pol kotijo uni vrhunski alpinisti, se mi zdi, da je pa tako malo, da je pa to zaskrbljujoče. Ta piramida se je tako Ta piramida zmanjšala. se je, a veš, piramida je, tako kot so te piramide prebivalstva ratale čist nenormalne, a ne? Je tudi tle, namesto da bi piramida tako, je takole, pa takole poje. Pa še eno špico gor in to je to. Položna pa par tistih, ki stopajo v višave. Ker ti, ki so vrhunski plezalci, ti so res top in imajo tudi glavo ta pravo, pristop ta prav, vse. Pa bi se mogli mladi, pa bi se lahko malo po njih zgledovali. Pa ne vem, kaj je. Res je kompleksno vprašanje, s katerim se tudi veliko ukvarjamo zdaj, še vedno, še bolj se bomo. Bo pa vseeno mogla tole tudi postati tema za kdaj drugič. Ja, seveda. Ker drugače bova podaljšala še za par 10 minut ali pa do zjutraj. Andrej, tem, o katerih bi lahko midva govorila, je še ogromen in slej kot prej, če se bo tole prijel, bo spet sedel klele in bomo tole nadaljevali. Zaenkrat pa hvala, da si bil
gost v naši prvi epizodi. Ja, hvala tebi, da sem lahko bil gost.